Kako ohraniti starinski videz in čim več originalnih potez stare hiše? Žan in Marjetka sta raziskala, kako je to uspelo lastnikom 500 let stare hiše. Prenova približno 500 let stare hiše ni preprosta. Sploh, če želiš v njej udobno in sodobno živeti, ne da bi žrtvoval njeno starinsko dušo. Lastnica v tej staromeščanski hiši živi vso svoje življenje. Odrasle otroke ima, kljub temu pa se še danes spomni, kako ljubeče je njena mama skrbela za toplino doma. Ko je pred 3 leti začela prenavljati svoje stanovanje v prvem nadstropju, se je le stežka ločila od česarkoli. Arhitektka Marjetka Pajk se je morala temu prilagoditi. Marjetka, tramoji se mi zdijo super, so stari ali je to bilo na novo adaptacija nekega starinskega sloga? Tramovi so kar hišni, stari 500 let, ampak smo jih zelo temeljito prenovili z ekološkimi voski in barvo. Tudi ploščice so stare in so narekovale cel slog in podobo kuhinje, tako po obliki in barvi. Kaj pa pohištvo, je imitacija starega? Pohištvo je pa izdelal mizar po meri, po načrtu. Sledili smo nekako obliki, da bo se lepo išlo v celo podobo, cel koncept tega prostora. Nekaj smo obdržali starih kosov pohištva in jih prebarvali, nekaj pa na novo narejenih. Lastnica je bila preveč navezana nanje, da bi se jim odpovedala, čeprav je želela sodobno kuhinjo z vsemi kuhinjskimi pripomočki. Dobila jo je, skupaj z znižanim kuhalnim delom, ki je zdaj prilagojen njeni višini. Poslikava je pa kar replika fresk, ker je hiša stara, smo našli freske pod tem ometom, ko smo prenavljali in smo potem te slike uporabili, te cvetove, tudi tam pri kredenci in pa tukaj na vratih in se mi zdi, da tako lepo se usede v ta ambient. Se pravi, hkrati je zaščita, ampak zaščita, ki nosi zgodbo. Nosi zgodbo. Takole, zdaj smo pa v jedilnici, ki je srčica tega stanovanja. Tukaj se vse zmenijo, kot včasih ob dobri pijači in jedači. To je bil prej balkon, in je po prenovi postala taka udobna, velika jedilnica, kot vidiš. Stol in miza so še od babice. Kaj? Res. Koliko let imajo? Kar veliko. Tako kot so babice, starost. Tako da se je lepo pohištvo ohranilo in je primerno tudi, ko dobijo več obiskov, gostov, je dovolj prostora za vse. Kakšen detaljček, ki se vleče iz kuhinje, skozi celotno hišo mogoče? Vidiš, barva je to, ta opečna barva, ki je tudi v kuhinji dala tako toplino, smo jo dali tudi v ta prostor. Da pa ni tako monotono, smo eno steno povaljčkali z vzorci, kot so jih včasih uporabljali. Tukaj je bila pa prej shramba. Stena, je videti, da je bila prej. Tudi stena je bila, taka stara shramba je bila. Ko so jo podrli, se je jedilnica podaljšala, kljub temu pa lastnica shrambe ni izgubila. Odlično ohranjena skrinja, ki je del družinske dediščine, se lepo ujema z opremo jedilnice in omaro, ki se ji reče merajna. Nova je, kljub temu pa njena vrata krasi star način prezračevanja, ki so ga nanje prenesli stare omare. Žan, tukaj smo podrli steno, odstranili vrata, tako smo povečali osrednji prostor in iz kabineta naredili udoben kotiček za branje in popoldanski počitek. Kaj pa kavč? Je bil izdelan po meri, ker je res dolžina je točna kot stena? Kavč ni bil izdelan po meri, gospa ga je imela že kar nekaj časa pri hiši, še iz časov socializma, ampak ni bil udoben, ni bil pa poškodovan. Tako sva se skupaj odločili, da bova ta kavč dali tapetniku, ki ga je res lepo polepšal, tudi obložil ga je še dodatno, tako da je s peno, da je postal bolj udoben. In mu vdahnil novo življenje. Kaj pa za daljši počitek? Za daljši počitek bova pa naredila par korakov in prišla do spalnice.
Marjetka, tisto je pa zelo staro okno, ne? Še s kamnitimi oboki. Ja, okno je staro, vmes je bilo tudi zazidano, potem pa ga je lastnica zopet dala odpreti, tako da je soba postala kar svetla. Kako ste pa pol reševali zaradi te svetlobe? Ne vem, v poletnih dneh so dnevi daljši. Ja, ker je to okno kar veliko in je veliko svetlobe pronicalo noter, smo se odločili in po meri dali narediti polkna, lesena polkna, ki v celoti zatemnijo tale vir svetlobe, pa tudi tako po stilu pristojajo v tako staro hišo. Skladne z njo so tudi stene. Prebarvane so dekorativno, z gobico, da delujejo bolj starinsko. Krasijo jih gobelini, ki jih je šivala še lastničina mama. Slike z družinske dediščine in portreta hčera, ki jo je naslikala Dora Plestenjak. Kaj pa ta detajl dekorativni, je to ta pravi voziček za otroke? Ne se heca, to ni ta pravi voziček, je pa, veš, da je sega iz obdobja druge svetovne vojne. Zdaj vem, me ni bilo takrat tam. Ampak je za takele otročke. Za se igra. Za se igra. Ok, pa bom pa jaz to punčko peljal malo na en sprehod. Zdaj vidim, zakaj nimam otroka. Lastnica hiše in arhitektka Marjetka Pajk sta se trudili ohraniti čim več lastnosti hiše, ki spominja na nekdanje dni. Istočasno pa v stanovanje vnesti vse, kar sodoben človek potrebuje za udobno življenje.